Minorit pater Toni Brinjevc je že drugo leto guardijan redovne skupnosti, župnik in rektor osrednjega marijinega romarskega svetišča Mariborske nadškofije na Ptujski gori. Z njim smo se srečali v teh res pomenljivih dneh, in sicer pred bližajočim se praznikom Jezusovega darovanja svečnico, pred dnevom posvečenega življenja in praznikom Luške Matere Božje. Posebej pa še pred svetovnim dnevom bolnikov v jubilejnem letu 2025, v katerem nas Cerkev vabi, naj postanemo romarji upanja. Pater Toni je doma iz Mozirja. Po svoji izhodiščni izobrazbi, usposobljenosti in službi je najprej specializirani fizioterapevt, a želel si je postati še kaj drugega in končno se je odločil za poklic duhovnika in redovnika. Velikokrat rečem, da se je to zgodilo med delom. Jaz sem že opravljal vsakdanje delo, jaz sem že bil fizioterapevt, sem že bil v službi in tam med vsakdanjim delom se je zgodilo eno srečanje. Je pa res, da sem že prej slutil ali pa čutil ene vrvice ljubezni, ki so me vlekle v duhovniški poklic oziroma tudi redovniški poklic. Moram reči, da duhovništvo me je zelo privlačilo, redovništvo pa je bilo bolj kot ne izbrano. Res je, da so bili takrat minoriti na pravem mestu, v pravem času in pravi ljudje, da sem se odločil za minorite. V Ljubljani na teološki fakulteti je tudi diplomiral iz teme duhovno športa. V Sostrem blizu Ljubljane je bilo njegovo prvo kaplansko mesto. Nato je bil 4 leta župnijski upravitelj bolniške župnije v Ljubljani, nato 8 let župnik in guardijan v Turnišču. Od tam pa je prišel na Božjo pot na Ptujsko goro, k Mariji Zavetnici s plaščem, ki že več kot 600 let vabi k sebi romarje vseh stanov in vsaki njihovi potrebi. Ptujska gora ima res lepo lego. Na vrhu hribčka stoji in vsak se z veseljem pospne nanjo. Lahko rečemo, da so romarji vseh vetrov in vseh vrst. Namreč tudi tisti romarji, ki slučajno pridejo in zagledajo na hribčku lepo gotsko cerkev, se oglasijo in pridejo sem. In velikokrat se zgodi kakšno lepo srečanje, čisto slučajno. Potem so romarji tisti, ki zavestno prihajajo na Ptujsko goro, ker že več kot 600 let prihajajo ljudje iz raznih koncev, zlasti iz tega štajerskega predela, prihajajo na Ptujsko goro po zaščito, po pomoč, da se stisnejo malo pod Marijin plašč, bi lahko rekli. Potem pa še zdaj v zadnjem času pa še ena zanimiva stvar. Namreč tukaj veliko ljudi hodi ali na diagnostiko ali pa na terapijo v Rogaško. In ko grejo iz pregledov, se zelo radi ustavljajo na Ptujski gori, velikokrat potem obhajajo tudi svetospoved, kakšen pogovor, bolniško maziljenje, često bolniško maziljenje, ker so zvedali za kako diagnozo ali kaj takšnega. In pa seveda v letošnjem letu svetoletni romarji, ki jih pa tudi zdaj, čeprav je hladno in začetek, ne primanjkuje. Prav na začetku jubilejnega leta je mariborski nadškof monsinjor Alojzij Cvikl za to leto določil večje število posebnih misijonarjev upanja. Ti bodo delovali v svojem in širšem okolju. Mednje je nadškof uvrstil tudi patra Tonija kot rektorja Ptujskogorskega svetišča. Misijonar upanja je kar ena lepa stvar, in sem bil vesel, da sem bil tudi to imenovan, ker se mi zdi, da že celo življenje res tako kot ena svetla oseba prinašam upanje. Že prej, ko sem delal še kot fizioterapevt, so vedno rekli, ko pride Toni, je kar nekaj več upanja. Se pravi, da je to oseba, ki nosi v sebi eno upanje, eno notranjo luč, ki sveti, ki privabi. In sej, če tako pogledamo, to upanje je v zaupanju. Se pravi, da je ta oziroma misijonar upanje naj bi bil tista svetla točka, en optimizem, ena odrešenost, ena svoboda in hkrati tudi učil ljudi ali pa vodil ljudi, na kakšen način naj se zaupajo. Ptujsko-gorsko Marijo in tudi druge romarske poti romarji obiskujejo največ s prošnjo za zdravje, po Mariji k Jezusu.
da sama mati usmiljenja posreduje sinovo usmiljenje in odpuščanje, podeli zdravje. Če bi pater Toni vedel, da mu bo odločitev za redovništvo prinesla toliko miru in svobode v srce, bi se gotovo že prej odločil za vstop k minoritom. Očitno pa je moral prehoditi svojo pot do tega cilja. Kot fizioterapevt in bolniški duhovnik zdaj bolj razume bolnike. Jim je bliže kot na začetku svoje poklicne poti. Toda vsaka izkušnja je za nekaj odločilna. Delo v bolnici že prej kot fizioterapevt in potem 4 leta kot bolniški duhovnik te odpre. In naučite poslušati bolnika, pristopiti k bolniku in si avtomatsko bolj pozoren in bolj odprt za te stvari. In ljudje to takoj začutijo. Komu lahko izpovejo, komu lahko povejo določene stvari glede bolezni, tizmo, ki ga začutijo, da pozna bolezen, da ve, o čem govorijo, ve, ne. In je to velik plus pri mojem delu. Tako da ja, res je, bolj sem občutljiv na bolnike in več je teh ljudi, ki jih spremljam ravno v procesu bolezni, ne. Ja, se pa naučiš, ne, to nekaj je dar, moram reči, da dar potem z sodelovanjem človeka pa lahko še oplemeniti in še doda temu, kar ti počneš oziroma kako sprejemaš ljudi. Tudi ne, določene stvari je potrebno čisto iz strokovnega vidika vedeti. In jaz sem se v času tega službovanja kot bolniški duhovnik sem se izobraževal zlasti v tem pristopu do bolnih, z ljudmi v stiski, tako da mi tudi to znanje veliko pomaga. Pri Mariji s plaščem preizkušani dobijo zdravje in odrešenost, še zlasti s povedjo. In o svetem letu z obiskom romarskega svetišča prejmejo še odpustke. Poved je tista, ja. Glede, Jezus je deloval, ne? Ampak Jezus deluje tudi danes po zakramentih. In se mi zdi, da se mi premalo poslužujemo teh zakramentov. In v veliko veselje ali pa veliko milosti mi je, ko prihajajo na Ptujsko goro zdaj v začetku tega svetega leta res tisti grešniki, ki so obteženi, dobesedno obteženi z težo greha in kako lepo je biti priča temu odrešenju. Tudi težko poslušati, kako grozno je, ampak kako grozno in kaj naredi greh iz človeka, ampak je pa velika milost, ko začutiš odrešenje, ko začutiš osvobojenje. In zakrament svete spovedi, jaz pravim, da še po smrti bomo znali, kako lep zakrament je zakrament svete spovedi, je en tako čudovit zakrament. V zakramentu svete spovedi delujeta dve milosti. Prva milost me očisti, druga me pa nahrani. Me obnovi, mi da moči za nov zagon in zato je to tako lep zakrament, ne. In ja, v tem svetem letu upam in pričakujem čim več takšnih lepih spovedi, ki si bodo jih ljudje naklonili, da bodo išli iz te teme, iz te teže v eno svobodo Božjih otrok. Patru Toniju to sveto leto pomeni leto milosti, leto priložnosti in večje čuječnosti za ljudi, ki iščejo usmiljenja, svobode in odrešenja in priložnost za novo osebno vsestransko rast. Vsem, ki bodo poromali na Ptujsko goro v jubilejnem letu, pater Toni kliče. Romarji upanja ste, ne? In vsi smo romarji upanja. Upa pa tisti človek, ki se zaupa. Zaupamo pa se lahko, sploh slovenski narod si zelo zaupa Materi Božji. In zato, ker bomo zaupali in se stisnili pod Marijin plašč,
na Ptujski gori, bomo lahko res v sebi doživeli, da smo romarji upanja. Ne? In upanje torej izvira iz zaupanja. Ko nekomu zaupaš, tudi upaš. Ne? In zato ste lepo povabljeni, dragi romarji, da pridete in se zaupate Mariji, zaupate svoje telo, svoje bolezni, svoje skrbi, da boste lahko hodili kot romarji upanja naproti večnosti. Se tja smo vsi namenjeni. Posebej tistim, ki iščejo in se odločajo za svoj pravi življenjski poklic, pa naš misionar upanja pravi. Za življenjski poklic, to je treba kar moliti za razločevanje, ne, za razločevanje. In ne obupati. Ne. Jaz sem tudi zapoznel poklic, pa sem že imel več poklicev, ne, ampak človek, ki hodi kot romar upanja, bo tudi nekam prišel. Če si pa ti nekje stacionirati, pa nikamor ne šel. Torej, zelo zanimiva mi je ta misel. V življenju se mora nekaj dogajati, ker življenje teče. In ko se bo nekaj dogajalo, ko boš nekaj deloval, ko boš nekaj hodil, se bo tudi nekaj zgodilo. Če se pa človek zapre v sebe, se zapre v en kot in v eno mesto, pa bo Božja milost tudi težje delovala. Pravi zdravnik je seveda Jezus. Če mu malo pomagamo, smo njegovi bolničarji, ki usmerjamo k pravemu zdravniku, kar je res lepo, sklene pripoved upanja pater Toni. In doda, v duhu papeža Frančiška pa lahko tudi povabimo romarje z besedami. Ptujska gora z misionarji upanja je v svetem letu bolnišnica na vrhu Grička.